Ja, lej, nima veze, lej. Če bojo pa še kaj stral reči, da bo prišel klepec, pa da bo vse kupil. Ja, celo Šmarno goro pa vse. Jaz sem Zlatko nima tog denarja, ki ga imam jaz. Ja. Škaj, tle sem na enem sestanku, pa to, pa moram končati, ja. Dobro, jaz se slišal, ja. Čau. Se upravičujem pa to. Pa kaj je ta nora ali kaj? Samo malo nekaj še napišem. Jaz sem proti, pridi zvečer v pisarno, pa da se zmenimo. Tako, ja. Evo, se upravičujem. Jaz bi vam predlagal, da ugasnete telefon, pa da se posvetiva tej eni uri, ki jo imava. Ne, ni panike, jaz sem itak zablokiral cel dan, tako da imamo ful cajta. Aha, Klepec d.o.o. Ste samo vi? Ja. Jaz sem mislil, da bo več zaposlenih. Ne, to sem samo jaz, ja. Sorry, telefona. Halo? Lej, na sestanku sem, no? Ok. Kaj je bilo leta 2019? Spomnim se, kaj sem rekel. Ja? In kaj se je zgodil? No, točno tako, ja. Lej, tle sem na sestanku, dej, reč tam mali, da ne me ne kliče, no? Ker nimam cajta, ja. Ja, dobro, ja. Čau. Se upravičujem. Pero Peter Klepec, direktor Kripto Klepec. Tako da ukvarjamo se z nepremičninami, vlaganja in te stvari, ja. Peter, ker očitno nimate časa, v bistvu bi predlagal, da začneva kar direktno in sicer zakaj ste danes tukaj. Ja, točno tako, lej, se strinjam, jaz drugače te terapije sploh ne rabim, mislim čisto okej. Imam ful denarja zaslužim, lahko si kupim karčem, grem po svetu, vidim marsikaj. Za vikend sem bil v Antarktiki, čakaj ti bom pokazal. Z Argentine smo leteli, hudo je bilo, tako vse je bilo, letle sem se s pingvini slikal, noro. Tako da, kar se tega tiče, lej, jaz sem čisto v redu trenutno. Rekli ste trenutno, ja. Pa če greva malo nazaj, kaj je bilo takrat? Ja, na začetku, ko sem prišel v Ljubljano, je bilo kar zajeban, to je res, ja. A ja, niste iz Ljubljane? Ne, jaz sem iz Osilnice, to je tam ena vas, zraven Kolpe, mama je delala pri sosedu na neki turistični kmetiji, jaz sem imel štipendijo, pa sem šel študirati informatiko v Ljubljano, no, pa sem dobil pa job v eni firmi, ki so pač prodajali računovodski software. Prav, nisem vedel, da se s tem toliko da zaslužiti. Se ne da. Sploh, če priješ na zadnjo firmo, vsi te sabotirajo, stranke ti jemlja, direktorja pa samo zanima, kakšne joške ima tajnica. Kar nadaljujte. Ja, v glavnem, prišel sem v firmo, ne, in sem bil kakšen let pa to, in potem je Tamara, bivša tajnica, dala odpoved, ker je Mičo direktor, ne, je pač pošiljal je neke slike, no, pa neke maile po noč, pa tako v glavnem, in ni zdržala in je pač dala odpoved, pa je prišla Vilma. Vilma, ta nova tajnica. Ona je takrat prišla v firmo in ni bilo nobenega v firmi, ker je Mičo dobil neke karte za nek finale od basketa, ne, in jaz sem pa pač vse razkazal in tudi povedal sem, kako stvari v firmi potekajo, ne. Da Mičo to nikoli ne smeš hrbta pokazati, da Sandi skozi laže, Žanja pa itak sin od lastnika, no. Tako da sva vzpostavila en tak lep odnos, no, ful sva se zaštekala. Pa se je med vama razvilo nekaj več? A mi je žal, da se ni? Ne, ni bilo tako, da kad če hodil dol k mami, pa to, ona bila drugač čist prehuda zame, no, in tako. Ona je pa zdržala kak mesec pa to in potem je šla, no. Preden je pa šla, mi je pa povedala eno ful pomembno stvar. Da vas ljubi? Ne, no, pa saj ni bilo tako, no, ona je takrat živela z nekimi cimri, ki so se ukvarjali s temi blockchaini, pa to, pa neki so minali, pa tradali te konje, mi je pa svetovala, naj si kupim kakšen konj, sem si ga, in sem rekel, zakaj pa ne, in ne vem zakaj, ampak sem si ga. In potem? Ja, in potem sem dal pa tako čez kakšen let odpoved, no, čez 3 leta sem pa kupil firmo in sem vse nateral, Mičota in vse idiote sem nateral na borzo, ja. Žan je končno videl, kako če ti ne deluje službena kartica. Ja, mami sem pol kupil kmetijo tisto, pa eno kozo, da ni sama na stara leta, da ima družbo. Se pravi, bi lahko rekli, da ko ste dobili moč, ste se takoj maščevali? Ne, nisem se maščeval. Jaz sem samo hotel popraviti krivice. Moment. Halo. Ja, na sestanku. A se ne moramo pretožiti?
Je na neko Evropsko sodišče pa to. Je pa če so na občini rekli, da jaz zdaj pa kar da ne, ali kaj? Pa to ne moreš verjeti, ne morem, sem na sestanku, te pokličem pa, ja. Živ. Težave v službi? Ne, mislim, a veš, ti hočeš pomagati ljudem, hočeš nekaj narediti za občino, za ljudi, pripeljati delovna mesta, turiste, evropska sredstva, mislim, oni ti pa nagaja, mislim, a veš, jaz sem kupil vse, jaz sem vse nepremičnine kupil, projekt imam že na misli, veš, sam še zelena luč pa grem delati, ne. Ampak ja, kaj češ? A bi vi rekli, da vam takšne situacije povzročajo stres? Stres? Ne samo razfukam, ja, veš. Mislim, tako, ti hočeš pomagati, pa si dober z njimi, pa jih poslušaš, pa ful je teh klicev, pa ne vem, ljudje zdaj mislijo, da imam veliko denarja, da imam pa tudi veliko časa, ampak ni tako, no, čakaj samo. Ja, a tle sem na sestanku, no, ta mala ne morem, no, se slišimo pol, ja. Ja, čau. Ok, jaz vam mogoče lahko predlagam par pomirjevalnih vaj, bi pa tudi svetoval, da si določite ure, ko ne uporabljate telefona. Ne, jaz sem mislil, da bi, jaz sploh tega ne rabim, jaz sem mislil, da bi se to Mila drugače zmenila. Drugače? Ja, tako, da bi vi napisali, da si meni mal, ne, pa da bi šel za par tednov na dopust. Prosim? Ja, samo za par tednov, no, a veš, ti napiš, da si meni neki tam, da sem izgorel, pa da sem se hotel samo poškodovati, no, mislim, tako, za par tednov, ali pa tako, mislim, za 2 meseca, a veš, da me ni, da nas gleda, da sem si vse zmislil. A štekaš? Glejte, morate razumeti, kar me prosite v nasprotju z mojo zaprisego in tole vse skupaj je malce neetično. Štekam. Če je neetično, štekam. Ne? Ti vi lepo napište račun, jaz bom to vse plačal, tako da res ni panike. Napište noter. Gospod Klepec, lepo vas prosim. Razumem? Lahko tudi na roke, res ni problem. Čakaj, sekundica. Ja, na sestanku sem. A dol si? Ja, 5 minut imam časa, ja, ok. Za 15 minut nekam skočem, pa to zrihtam, vi pa tecajte, vse to napište. A prav? Ja. Halo, ja, prihajam, evo, zdaj, čau, ja.